Živja, jaz sem Urška Kos, sem primarno po izobrazbi režiser, ampak večinoma upravljam poklic asistenta režiserja. Jaz sem pa Juš Premrov, sem tudi režiser, ne po izobrazbi, ampak po delu, scenarist, včasih tudi direktor fotografije, večinoma pa delam kot asistent režiser za poklic. Zdaj ločimo prvega in drugega, pa potem še tretjega in tako naprej, asistenta režiserja, pa da na brzino sam razčistimo, kaj je prvi, pa kaj je drugi. Se pravi, prvi asistent režiser je glavna pomoč režiserju in tudi producentu. Pripravi razdelavo scenarija, ki ga dobi, točen plan snemanja, za katerega je odgovoren, usklajuje vse možne naloge, ki jih dobi od različnih vodij sektorjev, od direktorja fotografije, scenografije in režiserjeve želje, prenaša pač ekipi njegove zahteve. Skrbeti mora tudi, da v finančnih in časovnih okvirih posnamajo zadan scenarij, vodi komunikacijo s celo ekipo. To je tako na brzino, kar se tega tiče. Zdaj, drugi asistent režiser je pa ena funkcija, ki je v bistvu pomoč prvemu asistentu režiserju v prvi fazi, se pravi, izvaja naloge, ki mu jih zada prvi asistent. To so večinoma, da po njegovih napotkih beleži in distribuira neke ključne informacije, se pravi, pripravlja dispozicije za naslednji dan, prenaša informacije od enega sektorja do drugega. Zelo velikokrat drugi asistenti tudi režirajo statiste, se pravi, v nekem drugem, tretjem planu v bistvu prevzamejo to odgovornost za postavljanje scene. Primarno pa je naloga drugega asistenta režiserja to, da skrbi za igralsko zasedbo, skrbi za njihovo razpoložljivost, kdaj so na voljo za snemanje, skrbi, da so pripravljeni, se pravi, da imajo vse pravilne informacije, da imajo scenarije, da so bili na probah maske in kostuma, in konec koncev tudi na snemanju skrbi za njihovo dobro počutje, se pravi, da imajo vse, kar rabijo, da vejo, kdaj morajo biti na setu, kdaj morajo biti v maski in te stvari. To so nekako primarne naloge drugega asistenta režiserja. Drugač poklic prvega asistenta režiserja oziroma kjerkoli asistenta režiserja je svoboden poklic, se pravi, si samozaposlen v kulturi pri Ministrstvu za kulturo ali pa imaš espe. Do dela lahko prideš s svojim samostojnim angažmajem, se pravi, kontaktiraš različne producente oziroma produkcije, režiserje ali pa druge asistente. Ko se pa enkrat uveljaviš, pa dela tako rekoč ne zmanjka, ker te pač ponavadi te isti kličejo, ker pa te prosijo, če imaš čas. Je zelo iskan poklic, ker nas ni veliko v Sloveniji in dostikrat je lahko tudi tako, da pač je prehoden, lahko delaš nekaj časa kot asistent, pa potem zamenjaš, pa greš, ne vem, vodja snemanja ali pa direktor filma ali pa kar režiser. Pač. Tako da nekaj takih, ki pa primarno upravljamo pač poklicam asistenta, nas je pa res dosti malo. Tako da imaš pa čas tudi vmes delati tudi razne druge dela, ne samo kot asistent, ker je pač projekten. In si lahko razporediš čas, vzameš nek projekt 2, potem pa naslednjemu rečeš ne, ker pač delaš nekaj drugega bolj zase, naprimer pišeš scenarij in podobno. Kar se tega tiče, je sploh delo drugega asistenta relevantno, se pravi kot nek prehod v profesionalno delovno okolje oziroma kot neka prva faza dela. Zdaj velikokrat pač sploh na GRFT-ju ste delo asistenta režiserja že opravljali, ampak na nekih kratkih projektih, ki so po svoji kompleksnosti in naravi kar drastično drugačni od celovečercev, od TV serij, od teh zadev. Tako da zelo velikokrat je in priporočeno in nekako tako naravno, da vstopite v profesionalno okolje kot drugi asistenti ali na celovečernih filmih, ali na TV serijah, ali na mogoče kakšnih drugih kompleksnih projektih. Zdaj ta poklic drugega asistenta je dobro izhodišče glih zato, ker je zelo enostaven v bistvu vstopiti v njega, zahteve niso velike,
Zelo velikrat imamo velike nepodpore strani in režiserjev in obstoječih prvih asistentov in tudi producentov, da nam pač pomagajo, da nam razložijo v bistvu v vlogi nekih mentorjev, kako to delo opravljati, in posledično skozi to razlago nam tudi pač začnejo postavljati neko dobro podlago za upravljanje ali dela režiserja ali pa producenta, če hočemo iti Če naprej. smem dodati, v bistvu za ta poklic drugi asistent zelo primeren preden začneš zares biti režiser, ker ti omogoča na setu dovolj časa, da lahko opazuješ čisto vse ostale ljudi v ekipi, vključno z režiserjem, in dobiš nek občutek, kdo kaj tam dela, zakaj tam, da nimaš potem, ko si enkrat režiser, vprašanja, kaj se čaka, naprimer. Ker kot drugi asistent lahko na setu in tudi v pripravah spoznaš cel proces nastajanja enega filma, celovečernega ali pa kratkega, z neko pač distanco, oziroma imaš to možnost, nisi odgovoren za neke zadeve, imaš pa možnost se zelo veliko naučiti, pa nekih izkušenj nabrati. Mislim, odgovornost imaš v tem smislu, da pač narediš to, kar ti ljudje rečejo. Imaš toliko enih odgovornosti, zahtev, nalog kot prvih, ker pač nimaš več toliko veliko časa za opazovanje vsega ostalega, kot drugi imaš pa dosti več enega momenta, ko se lahko na setu vzameš čas, pa mal, predvsem delo recimo režiserjev opazuješ. Sploh recimo, če gre za kakšne res večje projekte, bolj kompleksne projekte, recimo tako, kot sem jaz začel, kjer smo bili v bistvu 3 drugi asistenti, ker je bilo pač film z ogromno igralsko zasedbo, in jaz kot v bistvu drugi asistent sem imel ogromen časa, ker večina dela je bilo pač ali zjutraj ali zvečer, ko smo se nabirali, ko smo se pospravljali, pol je bilo pa cel dan v bistvu ful enega prostora, da sem hodil okoli, se pogovarjal pač z različnimi člani ekipe, in sem v bistvu zelo veliko izvedel o tem, kako dejansko tak kompleksen, velik projekt poteka, ne. Čeprav sem recimo vedel, kako se kratki filmi delajo in podobno, ampak pri celovečercu je pač to toliko večja stvar, da mislim, da je to res zelo dragoceno, da si to vzameš. Ja, ker če imaš željo pač biti režiser, pa pač ko končaš študij in še nimaš nekih velikih izkušenj, je to res idealno, ker ne samo, da spoznaš marsikoga v ekipi, spoznaš različne produkcije, ki ti bo koristilo potem, ko boš enkrat režiser, predvsem pa spoznaš zelo veliko slovenskih igralcev, kar ti bo omogočilo pol, ko boš rabil za svoj film, dosti lažje stopati, poklicati nekoga, ker boš že delal z njim, se boste poznali. Ker namreč z igralci drugi asistent ima zelo intenziven odnos, ker mora skozi biti v kontaktu z njimi že v pripravah, da bo vse njihove zasedenosti in njihove obveznosti na filmu usklajene, in seveda potem na setu, kot je že Juš omenil, ker pač skrbiš tudi za njihovo dobro počutje, tako da ustvariš kar en dosti intimen odnos lahko z nekaterimi igralci, tako da to je zelo koristno tudi za režiserje kasneje. In predvsem to, da pač ekipe spoznaš, veš, kateri so ti fajn, s katerimi bi mogoče hotel še naprej delati, in producente, ne. Spoznaš pa tudi, ker si zelo prisoten v bistvu v vseh nekih fazah in od iskanja lokacij, izbire igralcev, in pa pol mogoče najbolj ključno si dostikrat lahko prisoten tudi v vajah, ne, pri vajah z igralci, in v bistvu vidiš tudi, kako različni režiserji delajo z različnimi igralci, kako v bistvu se gradi scenarij, kako se nek kompleksen scenarij za celovečeren film pač spremeni v snemanje, spremeni v pač to izvedbo, in ta korak je res zelo ključen, če hočemo v bistvu spoznati zares delo in se na nek način si prišparati to izkušnjo učenja na našem prvencu, kjer bi nam to lahko pripeljalo do neke nervoze, do neke nesigurnosti, tukaj pa v bistvu že dobimo pač neko dobro izhodišče za te stvari, ne. Tako. Sigurno je pa pač to tudi zelo pomembno, ne samo, da mi spoznamo ljudi in da si najdemo neko dobro ekipo, s katero bi v prihodnosti radi sodelovali, tudi kot drugi asistent, v bistvu pač mi se damo v te kroge, smo na trgu, ne, in v bistvu ljudje nas poznajo, sploh z nekimi stvarmi, kakor je režiranje drugega plana, lahko pač vzpostavimo neko svojo sposobnost, ne, producenti bojo prepoznali, da mi znamo pač biti samoiniciativni, dobro delati, in bomo hitro lahko ratali pač del nekih krogov, ne. Zelo pogosto se nam res zgodi, da drugi asistent
dost hiter po recimo svojem prvem projektu začne dobivati klice, ne samo za delo drugega asistenta, ampak če se dobro odrežeš, zelo hiter lahko greš za prvega asistenta, ne? In zelo hiter narediš lahko ta korak naprej, če si se dobro Bi pa sam eno omenila, kar sem tudi mogoče prej, že mogoče pozabila, to, kar se omenja režija drugega plana. V Sloveniji sicer ni nobenega, ki bi se ukvarjal izključno samo s tem, ampak v tujini pa ja, in dostikrat pridejo tudi v Slovenijo. To je pa v bistvu lahko tudi tako imenovan tretji asistent režiser, kar pomeni, da lahko enkrat, ko začneš, se odloči, da ti je mogoče to primarni poklic. In to so ljudje, ki pridejo na set, kadar so večje masovke oziroma prizori z veliko statisti, igralci. In v bistvu oni prevzamajo izključno, se ukvarja samo z režijo drugega plana. To je njegov zadolžitev. Ponavadi tudi on najde vse te statiste, še posebej, če so to kakšni specifični izbira, tako da tudi to je možnost za poklic. Okay. Zdaj pa naprej, če smo recimo kot drugi asistent bili zelo uspešni, bomo ratali potem verjetno zelo hiter prvi asistent, če nas bo to zanimalo, če ne bomo že naredili koraka naprej v režijo, pa mogoče sam, kako deluje prvi asistent kot nek prehoden poklic, kot poklic, ki nas pelje naprej v režijo, oziroma če ga jemljemo kot neko izobraževalno izkušnjo in zakaj je to dragoceno. Sigurno zato, ker dobimo res eno zelo intimno poznavanje pač delovanja večje ekipe in zelo hitro dobimo uvid v to, kaj so omejitve, sploh v našem prostoru, kjer je teh omejitev veliko in kako se z njimi učinkovito spopadati. Zdaj, ena ključnih stvari pri temu je sigurno, da se naučimo neke učinkovite komunikacije, sploh na nekem zelo visokem nivoju, kjer so stvari, kjer smo recimo pod pritiskom, kjer se mudi, kjer je treba zelo veliko stvari skomunicirati v zelo malo časa. In poleg tega dobimo tudi neko zelo močno veščino, če se recimo dobro odrežemo kot prvi asistenti, zelo močno veščino sprejemanja kompromisov, kar je pač zelo ključno za snemanje, sploh pri nas, kjer v bistvu imamo kompromise praktično na vsakem koraku. In kako pač učinkovito in nekonfliktno te stvari pripeljati do najboljšega rezultata. Se pravi, naučimo se, kdaj vztrajati, kdaj popuščati, in s tem v bistvu pridobimo neko znanje, da tudi kot režiser nas na svetu stvari ne bojo presenetile, da se izognemo temu, da nas neki ven vrže, da zgubimo fokus, da se moramo pač spopadati na stvari na nek neproduktiven način. Kot asistent režije, kot prvi asistent, sigurno je pač to neka stvar, ki se jo lahko naučimo. Ja, ker v bistvu se naučiš tudi, ti bo kot režiserju zelo koristilo točno to sprejemanje kompromisov, pa neka osredotočenost in to, kot si ti omenil. Je pa tudi prednost, da spoznavaš, predvsem, če delaš na komercialnih projektih, dovolj neke tehnike in tehnologije, ki je, bom kar direkt povedala, predraga za slovenske filme, ampak je pa velika izkušnja, ko delaš z nekimi zadevami, ko vidiš, kaj vse se v resnici da, in tem lahko na svoj način najdeš tudi rešitve, ker sploh ne veš, da so obstajajo, ne. In v bistvu s tem tudi prideš mogoče korak naprej, kot bi drugače bil, ker recimo, če pride neka velika tuja produkcija, tako ti že razumeš, veš, kaj so neki izrazi, kaj so za ene zadeve naprave in tako naprej. In kot se te stvari pač recimo pocenijo, ko pridejo dejansko na naš trg, si ti že spoznal neke stvari, ki drugače ne bi imel priložnost z njimi. Ja, v resnici se dostikrat zgodi, da nekaj pač že obstaja v tujini, pride na teh tujih komercialnih projektih v Slovenijo in čez nekaj let se stvari, tako kot z vso tehnologijo, zgodi, da pač počasi pride tudi do nas, ne, tako da. No, ampak če se vrnemo na zakaj bi bilo fajn prvi asistent, da upravljaš, preden postaneš na primer režiser ali pa kaj drugega, ampak dajmo reči režiser, je zelo fajn tudi v bistvu za scenariste, zato ker ti ob delu kot prvi asistent se zelo veliko ukvarjaš časa z razdelavo scenarija, kar pomeni, da razdelaš vsako sceno, vse možne detajle, kaj, kje, kdo, zakaj, kar ti pomeni, da ko pišeš scenarij, na kasneje sam že lahko razmišljaš v tem stilu, da bo to lažje pripraviti in da bo lažje razumljivo, kaj si ti kot scenarist hotel, ker včasih so tudi
tle dvoumnosti pa pol razčiščuješ z režiserjem, kaj je pravzaprav zdaj pomembnejše. Tako. In to je ful dobro, zato ker si pol v bistvu s tem kupaš čas tako. v pripravah, kasneje, če si ti napisal nek zelo učinkovit scenarij, če poznaš, kako bo ekipa delovala s tem scenarijem, a ne, boš ti v bistvu ful bolj pripravljen vstopil v projekt in boš Tako. te 3 mesece priprav, ki jih imaš, namesto da bi jih izkoristil zdaj, da vsako stvar Pa razčistval pa debate, pa Tako. pogovori, ampak je to že pač greš jasno. lahko takoj v delo in imaš več časa za vaje in vse ostalo. Ne. Pa biti prvi asistent, pa kasneje režiser, je zelo fajn tudi zato, ker imaš ti, ko delaš kot prvi asistent, zelo veliko odnosov tudi s producentom. Se pravi, ti moraš časovne in finančne okvire, ki ga imajo za ta projekt, nekako speljati tako, kot je treba. Ne smejo stvari iti dražje, ne smejo iti daljš, kar da imaš velikokrat dosti nekih debat in skratka, kot smo rekli, spoznaš veliko različnih producentov in ti je potem kot režiserju lažje se odločiti, koga bi si pa ti izbral za svojega producenta. In tudi potem veš, kako producenti funkcionirajo, kako se z njimi pač pogovarjati, kaj so treba stvari prej pripraviti, od, ne vem, avtorskih pravic, ki jih je treba urejati, do razumeti, kaj je to proračun, budžet filma, koliko imaš razpoloženo, kje, kam gre. Do tega, da če pač delaš na kakšnih, oziroma tudi sem prihajajo koprodukcije iz različnih držav, tudi njih spoznaš te druge tuje producente, kar je dosti koristno. In pa tudi tuje avtorje, Tako. recimo zelo pogosto se v zadnje čase pač v teh koprodukcijah tudi mešajo ekipe, se pravi, vzameš ti direktorja fotografije iz nekje druge in v bistvu daleč najlažji in najboljši način za spoznati te ljudi je, da delaš kot prvi asistent, ker boš imel zelo veliko interakcij na kakšnih projektih s tem in boš pol v bistvu že bil opremljen za to, da pokličeš, ne vem, nekega zelo uveljavljenega DP-ja, neka zelo uveljavljeno scenografko iz tujine, kakorkoli rečeš, da imamo pač mi eno koprodukcijo, zdaj tle stisniti skupaj in sistem v bistvu ful dobro podlago postaviš že za prijavo, recimo, svojega filma. Ja, kot drugi asistent zelo veliko imaš upravka z igralci, ne, ki jih spoznaš, imaš pa kot prvi zelo seveda skozi upravka z vsemi avtorji na setu, kar se pravi direktor, scenograf, kostumograf in tako naprej, kar je tudi seveda lahko pol kot režiser zelo koristna zadeva. Zdaj smo več ali manj govorili o tem, kako opravljati to delo in zakaj ga opravljati, če hočemo delati še nekaj drugega, oziroma če to vzamemo kot sem pač neko stopničko na naši poti. Je pa sigurno pač ena izbira, sicer zelo redka pri nas, vsaj zavestno redka, biti pač prvi asistent kot nek primaren poklic, ne. Opravljati to res kot tvojo glavno dejavnost. Zdaj veliko ljudi pač se znajde v tej situaciji, ko se enkrat pač ti to zgodi in ljudje ugotovijo, da si dober v temu in sam ugotoviš, da si dober v temu. Zelo velikrat pač se pa to kar nadaljuje. Eni se pa pač tudi zavestno lahko odločijo za to. Zdaj pač kako vedeti, a je to zate ali ne, sigurno je pač izkušnja prva stvar, ampak da gremo malo čistko čez te neke prvine, ki odlikujejo to delo. Sigurno je pač ena zelo velika stvar, ki jo dobiš kot prvi asistent, sploh v nasprotju recimo s tem, da si režiser, je to, da je to zelo pestro delo in zelo konstantno delo. Se pravi, za razliko od režije, kjer ti dobiš projekt na vsake 2 leti, če imaš srečo seveda, v bistvu zelo veliko srečo, boš kot prvi asistent sigurno lahko dobil par projektov na leto, če boš pač dober v svojem delu. In to zelo velikrat pomeni, da boš delal zelo različne projekte vsako leto. Se pravi, mogoče boš eno leto delal TV serijo, celovečerni film in neki reklam in boš s tem v bistvu dobil en zelo širok pogled v to delo. In bo tudi zelo zanimivo, pač ne boš toliko fokusiran več let na eno stvar, ampak če ti to paše, če rad pač hiter menjavaš te stvari, je to super poklic. Ker tudi pač dobiš med pol različne tipe produkcij, različne hitrosti produkcij. Včasih imaš en projekt, ki je zelo počasen, kjer si lahko v bistvu vzameš čas, pa imaš kratke projekte, ki so zelo na hiter. In če ti ta dinamika v življenju paše, če se najdeš v temu, je sigurno to en najboljših poklicov v filmu, ker je pač tega res zelo veliko.
V resnici pač kot prvi asistent, če vzameš to kot poklic, boš v življenju naredil dosti več filmov kot režiser. Ja, sigurno. Dosti več in In predvsem dosti različnih. dosti bolj različne. Ja. Je pa še zmer to, kljub temu, da veliko govorimo o organizaciji in tudi pač sam opis tega poklica je, da gre za zelo neko stvar, ki je primarno organizacijske, logistične narave, je še zmer to zelo, zelo kreativen poklic. Velikrat podcenjeno kreativen, ker imaš ti v bistvu zelo velik spekter odločitev, ki jih pokrivaš na samem snemanju in tudi že v pripravah, ki mogoče pač niti ne bojo prišle do režiserja. Ne? Ti si v bistvu kot asistent odgovoren, da imaš nek prvi filter za veliko režijskih odločitev in s tem lahko tudi zelo močno kreativno prispevaš k filmu. Ne? Seveda v dogovoru z režiserjem, v razumevanju tega, kar je režiser postavil, ampak tvoj kreativen input bo v bistvu zelo veliko doprinesel filmu. Ja, ker če si to kot poklic vzameš, imaš ponavadi dosti več ene kilometrine na setu od povprečnih režiserjev, ne? Kar pomeni, da ti lahko s svojimi izkušnjami in svojo kreativnostjo zelo veliko pomagaš že v štartu, že na pripravah, kaj šele pol na setu za neke malenkosti direkt. Tako da lahko pač zmeri se pozna, pač pustiš svoj pečat na vsakem projektu. No. Je pa res, da to ni poklic za tiste, ki imajo zelo izpostavljen ego, oziroma ki jih ne zanima pač taka prepoznavnost, ki pač ne rabijo teh biti v svoji luči. In predvsem za tiste, ki uživajo v timskem delu, ker to pač je, tako kot vsak film, zelo izrazito timsko delo, ker delaš z zelo različnimi karakteri na setu. Ja, tako da ta slava nikoli ne bo del tega poklica, ampak... Boš imel pa slavo znotraj pač ekip filmskih in produkcij in režiserjev. Pač, če upravljaš svoj poklic dober, je to, kar se ti na koncu zahvali ekipa oziroma režiser in producent, pač odtehta največ. Pa v bistvu, tako kot smo prej rekli, delo je dosti bolj zagotovljeno, ne? Bolj je konstantno, pa lahko si ga tudi, če imaš možnost, da se ti pač ponudi prilika, da pač narediš ne dva večja projekta, da imaš dovolj finančnega stanja, naslednje nekih projektov zavrneš in delaš še kakšne stvari zase, če še vedno želiš. Jaz sem v življenju marsikaj zamenjala vmes tudi, ampak se ponavadi vedno vrnem nazaj k prvemu asistentu. Tako da ja, zelo je fleksibilno v tem smislu, da lahko ti oddelaš pač en kup projektov in si nabereš v bistvu dosti neke fore, tudi finančne, tudi kreativne, pač, da se pol vseeno, kljub temu, da je primaren poklic tvoj asistent režiser, še zmer zelo lahko v bistvu najdeš čas za neke druge aktivnosti, sploh zdaj, kjer nam recimo Društvo slovenskih režiserjev ponuja pač marsikjer vstop v druge svetove, tako ker recimo, če recimo delaš primarno kot asistent režiser, pa bi vseeno rad pač naredil nek svoj scenarij, še zmeraj imaš pač priložnosti, kakor je scenarnica. In to in glede na to, da si že vpet noter v to družbo, ti to tudi zelo veliko Ker pomaga. moramo povedati, da v Društvu slovenskih režiserjev in režiserk je seveda sekcija tudi posebej samo za asistente režiserje, kar pomeni, da ni treba, da si po izobrazbi, po karkoli, da si režiser, da se lahko včlaniš v to društvo, ampak dovolj, da nekaj asistencev odpraviš. Tako. Mislim, da se obdelala. Ja, jaz upam, da se boste lažje odločili za svoje poklice v prihodnosti, pa naj bo to ali režiser ali asistent režiser. In upam, da vam je jasno, zakaj je ta poklic dragocen za režiserje in producente. Če pa hočete še kaj več zvedeti, si pa lahko poslušate epizodo podcasta Filmarija z naslovom Vse po planu, ki je išla par mesecev nazaj, ki pa je v bistvu posnetek enega razširjenega pogovora na to temo, kjer sva bila midva z Urško in še par drugih gostov. In bolj v detajle vse o teh dveh poklicih oziroma poklicu asistenta. Ja, ok. Hvala za pozornost. Pa Hvala. adijo.